Govorilo se je veliko o tem, da je Trump je najavil tarife, ampak potem je bilo zelo hitro jasno, da pravzaprav ni šlo za tarife, ampak je šlo za napačno konstrukcijo v sami strukturi trga največje globalne platforme. Tudi kar nekaj kriptodelnic je v tem S&P 500, se pravi, da tudi če kupiš S&P 500, v bistvu kupiš tudi, oziroma stavaš tudi en delček na kriptopanogo. Ves ta denar, ki se steka, ki prihaja v obtok, tistih 8% na letni ravni, se nekam mora steči. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada povabila na našo novo spletno stran money-how.si. Tam boste našli veliko zanimive vsebine, ne samo podcast, ampak tudi članke. Nekateri članki so zaklenjeni, drugi so odklenjeni. Za vse, ki želite mogoče malo bolj deep dive članke, je pa na voljo tudi premium naročnina. Dobite v sklopu te premium naročnine tudi modri AI, ki je v bistvu nekakšen finančni pomočnik, ki vam pomaga skozi različne dileme, in pa taksistent, ki vam pomaga pri oddaji davčne napovedi. Zdaj pa hitimo na današnjo epizodo, in sicer se bomo dotaknili kripto dogajanja. Predvsej pestro dogajanje je bilo na kriptotrgu, ki odpira seveda tudi številna vprašanja in tudi nekaj skrbi med vlagatelji. Tržna kapitalizacija kriptotrga se je v tednu dni skrčila za $600 milijard, potem ko je Bitcoin dosegel rekordnih 126 tisočakov, celotni trg pa rekordnih $4.300 milijard. Kaj je bil povod za eno večjih likvidacij v zadnjih letih? Zagotovo je bil eden od razlogov tudi Donald Trump. 10. oktobra je napovedal dodatne 100% carine na kitajski izvoz. Šlo je za povračilni ukrep, potem ko je Kitajska omejila izvoz redkih dobrin, ključnih za proizvodnjo čipov v avtomobilski, tudi vojaški in drugih industrijah. Posledice so bile praktično takojšnje, v nekaj urah je izpuhtelo več $100 milijard, Bitcoin upadel za petino, zato se postavlja tudi vprašanje, ali je Bitcoin res digitalno zlato. Na drugi strani smo videli res rast zlata, cene zlata, in sicer preko $4.300 za trojansko unčo. Nekateri altcoini na drugi strani so se pa tudi dobesedno prepolovili. V ponedeljek smo videli tudi rahlo okrevanje. Bomo videli, kaj se bo dogajalo na kriptotrgu v nadaljevanju. Seveda je bilo tudi ključno vprašanje, kaj se je dogajalo s kriptomenjalnicami sredi tega kriptoviharja. Številni so poročali o motnjah, o zmrznjenih računih, tehničnih težavah in tako dalje. Naredili smo tudi analizo Interactive Brokers, ki bo Evropejcem tudi ponudil dostop do kriptovalut. Seveda je vprašanje, je to lahko resna grožnja obstoječim kriptomenjalnicam. Kaj sledi? Nov zagon, začetek kriptozime, kaj nas čaka? Pred mikrofonom Nejc Bizjak iz Robinhooda. Zdravo, Nejc. Živijo. Zdravo. A greva najprej se dotakniti tega oktoberja? Ja. Če lahko temu tako rečemo. In sicer do 10. oktobra je izgledalo zelo optimistično. Bitcoin je bil na rekordu, $126 tisoč za Bitcoin. Tržna kapitalizacija kriptotrga je eksplodirala in dosegla neke rekordne ravni, mislim, da pri $4.300 milijardah tržne kapitalizacije. Potem pa se je zgodil ta famozni 10. oktober in pa napoved Trumpovih carin. Pa me zanima, kako ti gledaš na vse skupaj? Se ti zdi, da je bila vse mogoče malo pretirana reakcija, glede na to, da smo že navajeni na Trumpa, na carine, ki jih potem tudi umakne oziroma jih prestavlja, tako trade, ki se je prijel Trump always chickens out. Kako se ti zdi ta reakcija na kriptotrgu? Ker na delniških trgih ni bilo tako brutalno, kot pa na kriptotrgu. Ja, reakcija se mi zdi pretirana, in mogoče predvsem tudi iz razloga, da tle sta dve zadeve. Ena je pač ta makroreakcija trga, ki se je zgodila, in makroreakcija trga je, tako kot si sama rekla, na delniških trgih ni bila prav izrazita. Neka manjša korekcija
par procentov. Ponovadi kripto, recimo v takih okoliščinah, za njih je recimo nekje 5% mogoče, a ne, je taka neka običajno obnašanje kriptotrga, ki ga spremljamo. Zdaj, v tem primeru je pa bil en konkreten faktor, ki ne vem, če je trg toliko seznanjen s tem, ampak pravzaprav, kar je poslabšalo volatilnost na kriptotrgu na tisti petek, je bilo to, da je v bistvu največja globalna platforma Binance je naredila napako v konstrukciji svojega trga, tako imenovanih perpetual swaps, se pravi teh futures instrumentov, ki se nikoli ne iztečejo, in je kot kolateral oni nek določen stabilni kovanec, oziroma ni stabilni kovanec, ampak je nek proxy na stabilni kovanec USDE, projekt Ethena. V bistvu so ga napačno pripoznavali kot kolateral in so potem sprožili kaskado likvidacij na kriptotrgu, ki je potem v bistvu zaradi same globine popravka vodila potem do nekega flash crasha oziroma konkretno zelo izrazitega zloma na trgu. Tako da to je ta event, ki je zelo specifičen ta trigger, o katerem se ni govorilo. Govorilo se je veliko o tem, da je Trump je najavil tarife, ampak potem je bilo zelo hitro jasno, da pravzaprav ni šlo za tarife, ampak je šlo za napačno konstrukcijo v sami strukturi trga največje globalne platforme, ki je v bistvu sprožila to kaskado likvidacij. Treba je pa pol vedeti, ker imamo enkrat zelo izrazit hiter 5% popravke in likvidacije, pomeni, da se vsi market makerji oziroma vsi deležniki na trgu se iz trga umaknejo zelo, zelo hitro, ker se v bistvu tudi njihovi risk parametri se sprožijo. To si lahko predstavljate, da so eni ježi, ki se zaprejo vsi v vase, dajo se v klopčič in v bistvu umaknejo iz trga vse svoje ponudbe in vsa svoja povpraševanja, in to naredijo vsi ob istem času. Pa še, kar je pa dodatno se zgodilo, pa to še v petek, petek popoldan, ko recimo APEC Trading oziroma azijski trading hiše svoje risk parametre mečkem bolj ohlapno nastavijo, pol grejo pa za vikend, seveda stran od svojih trading deskov, in je to potem se vse sprožalo v petek popoldan in je zaradi tega bilo tudi toliko bolj izrazito. Zdaj, ko omenjaš te perpetual futures, to je bilo tudi nekaj v povezavi, mislim, zdaj ne vem, kako je bilo to v povezavi s to platformo decentralizirano Hyperliquid, o kateri se je zadnje čase kar precej veliko govorilo, glede na to, da je tam nek skrivnostnež nekaj milijonov, 100 milijonov stavil, in dejansko se je tukaj zelo špekuliral, kdo je v ozadju te stave. Zelo nekateri so govorili, da ne bi bil Baron Trump v ozadju. A mogoče lahko pojasniš povezano s to zadevo oziroma s to platformo? Ja, Hyperliquid je zelo popularna platforma. Ne vem, imamo v slovenščini izraz za perpetual swaps oziroma perpetual futures. Ne vem, da ne bom uporabljal napačno teh izrazov. Se si pojasnil, da gre za neskončne te pogodbe, a ne? Tako, v bistvu gre za futures pogodbo brez izteka. Zdaj, poslušalci lahko to razumejo najbližje temu instrumentu je pravzaprav CFD, s katerim so ponavadi trgovalci, se pravi CFD, to je Contract for Difference. Z edino razliko je, da temu lahko pravzaprav rečemo, da je to CFD, ki trada na exchangeu, na borzi. Se pravi, CFD sam po sebi vi trgujete proti brokerju, medtem ko tukaj pa ta CFD trguje na sami borzi, se pravi, imamo prav order book in to je ta ključna razlika. No, v glavnem, Hyperliquid je decentralizirana platforma, kjer se omogoča trgovanje teh instrumentov, in je v zadnjem času pridobila ogromno na popularnosti. Seveda, en faktor popularnosti so razne vzpodbude, ki jih kriptoprojekti lahko delijo v obliki kriptožetonov v zameno za aktivnost na samih platformah.
Drugo je pa seveda tudi odsotnost kakršnega koli know your customer oziroma anti-money laundering, se pravi preprečevanje pranja denarja, kakršnih koli ukrepov vezanih na to. In ja, res je, treba je še poudariti, da to je tudi Hyperliquid je mogoče prva res široko uspešna implementacija teh perpetual futures instrumentov v nekem DeFi kontekstu. So že bili relativno uspešni poskusi, pa so se nekako iztekli s časom, ta pa res pridobiva na popularnosti, obstaja res tudi močen biznis model okrog tega, se pravi veliko enega revenueja se generira okrog tega. Tako da toliko Hyperliquid, zdaj pa kaj se je zgodilo, je res ena denarnica je, mislim, 200 milijonov short postavila 10 minut pred zlomom, mislim, da je bilo 120 milijonov na BTC, pa 80 na Ether, in se je špekuliralo, da je to nek insider povezan z administracijo. Zdaj, to ni dokazano, Crypto Twitter je kar precej hitro ugotovil, da kdo ta posameznik je, so uspeli povezati to denarnico z nekim posameznikom in se na Twitterju da najde cel njegov background, kaj je počel, kdaj je počel, vse njegovi poslovni interesi. On se je tudi sam pol oglasil na Twitter platformi in on trdi, da v bistvu z administracijo ni imel posebne povezave. Zdaj, kaj tukaj res, kaj ne vemo, ampak je pa precej informacij, ki trenutno kroži okrog tega. To nisem spremljala tako podrobno na Twitterju, sem pa videla, zasledila, da so kar obtožili Barona Trumpa, da je v ozadju. Ja, ampak pol je ta oseba, da nekako med to osebo pa med administracijo niso našli povezav. To je, mislim, da nekdo, ki deluje predvsem na področju jugovzhodne Azije in ni bilo jasno prav spostavljeno, kako bi te povezave bile prav z administracijo. Oziroma ne z administracijo, da se popravim, z Baronom Trumpom oziroma z družino Trumpa. Okay. Zdaj, ko si omenil Binance ima tudi kar nekaj težav, in sicer naj bi izplačali $600 milijonov odškodnin, pa neke težave so bile, tehnične težave, neskladje v cenah in tako dalje. Kaj se je tukaj dogajalo? Mislim, a to lahko tudi nek signal, da mogoče največji igralec na trgu ima neke težave, da bi potencialno lahko nastale neke težave, glede na to, da so v Ameriki poročali tudi o nekih regionalnih bankah, ki imajo težave tudi z goljufijami in z slabimi krediti, bi se lahko to preslikali morda tudi na kriptotrg, glede na to, da nedavno smo imeli tudi primere FTX-a. Ja, ne vem, jaz težko bi vlekel usporednice oziroma zadeve, ne vem dovolj, bi pa težko vlekel usporednice med ameriškimi regionalnimi bankami in Binanceom, ker je v bistvu drugačen profil, kako ta podjetja delujejo in tudi drugačna izpostavljenost. Se pravi, če gledamo površino tveganj posameznega biznisa ameriške banke ali pa Binance je drugačen. Zdaj Binance je pokril kar konkretno luknjo, kot razumem. Osnovna številka sicer, ki sem jo videl, je bila, mislim, da 280 milijonov, možno, da je to potem narastlo. Zdaj Binance je, to vse nekako izvira iz tistega eventa, kjer so kolateral oziroma, se pravi, vrednost oziroma sredstva, ki jih trgovalci položijo, zato da lahko trgujejo z finančnim vzvodom, so napačno vrednotili. In kot posledico so svoje uporabnike prehitro dali v likvidacijo oziroma so njihove pozicije likvidirali. Tako da večina tega izhaja iz te napake v konstrukciji oziroma strukturi trga, ki je potem sprožila samo kaskado. Zdaj o Binanceu iskreno ne vem dovolj, da bi lahko rekel, da so v finančnih težavah, še zmeraj so največja platforma. Dejstvo pa je, o tem smo se že prej pogovarjali, da nimamo tukaj neke ravni transparentnosti, da bi lahko z neko gotovostjo rekli, kje se oni nahajajo. A so imeli tudi kakšne druge kriptomenjalnice težave, tehnične težave, ko se je dogajal ta vihar na kriptotrgu? Ja, do določene mere. Jaz mislim, da je bilo to kar uniformno.
da se v bistvu v takih trenutkih še zmeraj infrastruktura do določene mere ni sposobna sprocesirati te količine prometa, in potem se v takih trenutkih zgodi, da je ali upočasnjeno delovanje platform, ali pa se zgodi, da recimo platforme nehajo delovati, čeprav to mislim, da nisem zasledil, da bi se to konkretno zgodilo. Je pa treba vedeti, da na kriptotrgu te menjalnice nimajo nečesa, čemur se recimo reče circuit breaker, pa volatility blockers, ki so zadeve, ki so značilne za tradicionalne trge, da ko trg preveč pade, za 15 minut vse ustavimo in potem gremo nazaj trgovati. Če še pade, potem za daljše obdobje ustavimo in potem, če pade več, kot mislim, da je 10 do 15% v enem dnevu, ne trgujemo do naslednjega trgovalnega dne. To imajo največje platforme, ki imajo to implementirano. Tako da tle še zmeraj treba vedeti, tako kot pri vsaki zadevi, da kripto prihaja z določeno večjo mero tveganja v primerjavi z nekimi delniškimi, obvezniškimi instrumenti ali pa z recimo trgovanjem, dajmo reči, tradicionalnih finančnih instrumentov. Ja, ampak zdaj, če pa pogledava S&P 500, vidimo, da tudi kar nekaj kriptodelnic je v tem S&P 500, se pravi, da tudi če kupiš S&P 500, v bistvu kupiš tudi oziroma stavaš tudi en delček na kriptopanogo. Coinbase, tudi Robinhood, delnice sta vključene v S&P 500, to je kar huge zgodba. Tako da je nekaj tudi tega, tudi če ne bi želel biti izpostavljen kriptotrgu, si dobesedno preko tega izpostavljen, indirektno, ne? Si izpostavljen, jaz drugače mislim, da je to pozitivno kot neka panoga prihodnosti, AI, kripto in tako naprej, da imajo tudi vlagatelji, ki so izpostavljeni pasivnim delniškim indeksom, biti v zelo majhni meri tudi izpostavljeni nekih tehnologijam prihodnosti, za katere pa vemo, da prihajajo mogoče z neko določeno večjo mero tveganj. Ampak spet, če smo na temi infrastrukture, seveda infrastruktura ni popolna, recimo danes en izmed največjih svetovnih podjetij, Amazon ima težave z svojimi podatkovnimi storitvami, se pravi z Amazon Web Services, tako da niso tudi največji igralci na trgu imuni na takšne dogodke. Ampak poglej, kva se je zgodilo. Določene aplikacije, določene spletne strani, tudi konec koncev Robinhood, Canva, Riverside, res veliko spletnih strani je prenehalo delovati. Se pravi, če gre k vragu en Amazon Web Services, kaj bomo pa imeli? Velik problem, ne? Ja, to v bistvu malo izpostavlja res to, ta single point of failure, oziroma kako imamo visoko mero zaupanja v neke obstoječe storitve, ki pa vidimo za njih, da niso perfektne, zato je treba iskati alternative. Vse to je na nek način tudi decentralizirano delovanje oziroma kripto. Blockchain je ena taka alternativa, da v bistvu ponujamo neko potencialno vzporednico oziroma alternativo centraliziranim storitvam oziroma veliki izpostavljenosti centraliziranim tveganjem, kot je recimo Amazon. Konkretno. Seveda še zmeraj ugotavljamo, da za večino aplikacij je ta centralizacija tisto, kar v bistvu nam daje hitrost in omogoča ustrezno, da dosežemo ustrezen spekter oziroma velikost poslovanja, toliko bolj enostavno. Hkrati pa ne imamo potem takšne dogodke, kjer smo vsi v istem trenutku izpostavljeni istim tveganjem. Se pravi, decentralizirani sistemi v bistvu delujejo na centraliziranih sistemih in če centraliziran sistem crashne, pa tudi decentraliziran sistem ne deluje. Decentralizirani sistemi ne delujejo nujno na centraliziranih sistemih, lahko pa.
Lahko pa. Decentralizirani sistemi, kot recimo blockchain, a ne, zdaj, če vsi nodi v blockchain networku spravljajo svoje podatke na AWS, pa potencialno se to lahko zgodi, a ne, ampak lahko podatke shranjujemo lokalno, poznamo različne načine, obstajajo tudi blockchaini, ki so namensko že namenjeni temu, zapravo, da se shranjuje podatke. Tako da, ja, gre za dizajn sistema, a ne, ampak ta primer, ki si ga omenila, ni nujno, da v praksi bo bil tudi vzpostavljen. Vse aplikacije, ki pa danes spadajo dol, so pa še zmeraj centralizirane. Ja. Zdaj, ko omenjava centralizacijo, decentralizacijo, ne vem, če veš, v Sloveniji trenutno poteka pobuda za vpis plačevanja oziroma uporabe gotovine v ustavo. To je ena taka zadeva, ki je zelo aktualna. Menda, da se Slovenija uvršča med države, kjer je zelo visok odstotek plačevanja z gotovino, 64% gotovinskih plačil se dogaja tukaj, in celo pobudniki tega vpisa pravice do uporabe gotovine v ustavo pravi, da gotovina predstavlja temeljno sredstvo finančne svobode posameznika. Zdaj, to se vse navezuje tudi konec koncev na kripto, na Bitcoin in na druge kriptovalute. Kaj ti misliš o tem, ne vem, pravica do gotovine, do uporabe gotovine, da bi bila zapisana v ustavo? Ja, nimam iskreno prav izdelanega mnenja. Razumem to, mogoče to spodbudo ali pa ta zorni kot, kjer je gotovina v nekem svetu, kjer se potencialno premikamo, a ne, mogoče v uporabo valut, ki jih izdajajo, se pravi CBDC, Central Bank Digital Currencies, torej digitalne valute centralnih bank, oziroma se premikamo v nek sistem, kjer je neka višja raven oziroma povišena raven nadzora. Lahko razumem to reakcijo prebivalstva, da se potem, a ne, želi nekako ubraniti to pravico, da ostane preko na način uporabe gotovine, da se ta svoboda, ne, v bistvu nekako zaščiti, da nima pravzaprav neko centralno telo toliko nadzora nad tem, kako ljudje upravljajo svoje vsakdanje transakcije. Tako da to je čisto mogoče skladno z nekim tudi pristopom, na katerem delajo kriptovalute oziroma na katerem slonijo kriptovalute. Mogoče je malo ironije tukaj v sami gotovini, ker na koncu je to še zmeraj nekaj, kar je izdano, a ne, strani slovenske centralne banke, oziroma potem ta nadzor še zmeraj prihaja iz nekega višjega telesa oziroma Evropske centralne banke. Tako da tle je malo te ironije, da probamo to zaščititi, ampak razumem, kaj se proba zaščititi, in to, kar se proba zaščititi, je prav tudi relativno skladno z samim, kako bi rekel, je skladno s tem, zaradi česar so nastale kriptovalute, kot je Bitcoin, pa mogoče še nekatere, ki bolj te privatne elemente podajo, recimo Zcash. Zdaj, ko omenjaš nastanek Bitcoina leta 2008-2009 po zlomu finančnega, v bistvu monetarnega sistema, finančno-gospodarska kriza je prišla leta 2008-2009. Pa bi te vseeno vprašala, vezano zdaj na Bitcoin, za katerega se od 2017 trdi, da je to digitalno zlato, ampak zdaj smo videli pri tem zadnjem crashu na kriptotrgu, da v bistvu so ljudje bolj zaupali dejanskemu fizičnemu zlatu, ker je cena poskočila na $4,300 za trojansko unčo, na drugi strani pa Bitcoin upadel za petino. Ja. Je Bitcoin digitalno zlato? Naredila sem anketo na MoneyHow v LinkedInu in je, mislim, da skoraj 50% ljudi glasovalo, da ne. Ja, odgovor je tak, ne. Jaz mislim, da je tukaj veliko nianse v tem, kako lahko to pozicioniramo. Jaz mislim, da če bi
mogel enostavno odgovoriti, bi odgovor na to vprašanje bil ja. Z mojega vidika, v bistvu neko digitalno zlato oziroma digitalna surovina v razvoju. Zaradi tega, ker tudi če pogledamo, kako se je samo zlato uveljavljalo in razvijalo tokom zgodovine, so bila obdobja visoke volatilnosti in potem, ko neko sredstvo dozori, ko je neko sredstvo že visoko uveljavljeno kot del globalnega portfelja, potem se tukaj s časom znižuje tudi volatilnost tega sredstva. Recimo za Bitcoin lahko spremljamo, da v bistvu njegova volatilnost pada, bila je na neki letni ravni visoko preko 100, v povprečju, se pravi 100% volatilna, zdaj nekje med 50 do 70. In mislim, da odgovor na koncu tukaj je ja, je pa zelo zanimivo, da če spremljate zlato pa Bitcoin sta na kratki rok negativno korelirana. Kar pomeni, ko zlato raste, Bitcoin v bistvu pada. In potem na dolgi rok se šele ta korelacija začne približevati 0,5 in več. Se pravi, in tudi imamo drugačne faktorje, ki podpirajo vrednotenje enega oziroma drugega. Zlato je trenutno precej bolj sprejeto kot rezervna valuta. In kaj je sam driver zlata v trenutnem environmentu, je v bistvu deglobalizacija sveta, ki se tukaj odvija, in to razmerje Amerika, Kitajska. Ker če se trenutno sprašujemo, kdo recimo v veliki meri žene oziroma poganja to trenutno ceno zlata, je to predvsem v bistvu globalni vzhod, ne globalni zahod. Medtem, kaj poganja trenutno ceno Bitcoina, lahko bi rekel globalni zahod, pa smo lahko še majčkeno bolj natančni v tem primeru, nekje 50%, in to je podjetje, ki zelo dobro to meri, Cross Border Capital. Oni nekako so izmerali, kaj so glavni faktori, ki poganjajo ceno Bitcoina, in glavni faktor okrog 50% so razmere v globalni likvidnosti. Se pravi, kaj se dogaja z absolutnim denarjem v obtoku na kratko. Tukaj je več dejavnikov, ki se spodaj skriva, ampak v glavnem gre, ali sta najbolj široko gledano monetarna in fiskalna politika v ekspanziji in obe sta v dolgoročni ekspanziji. Potem pa drugi najbolj upoštevan faktor je pa v bistvu korelacija z Nasdaqom. Se pravi, na kratki rok se Bitcoin še zmeri v veliki meri, čeprav smo že videli obdobja, kako se od tega umakne, obnaša kot neka delnica tehnološkega podjetja. In potem preostanek v bistvu se pa obnaša kot surovina. Ampak glavni faktor je ta shema globalne likvidnosti. Tako da jaz mislim, da je mesto v portfelju za oba. Jaz v vsakem takem trenutku pač rečem, nek 20% popravek na trgu Bitcoina je popolnoma normalen, ampak v vsakem takem trenutku je treba stopiti majčkeno nazaj in pogledati, kakšen pa je tukaj dolgoročni performance, in mislim, da dolgoročni performance ni pod vprašanjem trenutno. Je pa treba reči, da zlato tudi zelo, zelo dober performance v zadnjem obdobju. Do te mere, da trenutno lahko vidimo določene slike vrst, ki se formirajo pred prodajalnami zlata. Ponovadi, ko se vrste naredijo pred prodajalnami zlata, je to znak, da smo na nekem lokalnem vrhu. Mislim pa, da nismo še na vrhu, mislim, da smo pa v nekem večletnem sekularnem bikovskem trendu za zlato. Ravno izmed razlogov, ki smo jih prej našteli.
Da performance dolgoročni za Bitcoin sploh ni vprašljiv, govoriva o preteklem performancu ali govoriva o prihodnjem Ja, performancu. pretekli, a ne, vsak, ne, Mislim, dobro, lahko bi ne špekuliral. vemo, kaj se bo zgodilo, ne, ampak mislim, da je za naprej, ne, nimamo kristalne krogle, ne. Za nazaj pravim, da ne, samo obnašanje Bitcoina je, kot sem rekel, visoko volatilno sredstvo, ki pa je v zadnjih 10 letih, se pravi, nečem 15, v bistvu z redkimi izjemami najboljši performance uspelo doseči v primerjavi z ostalimi asset classi. Zdaj si omenil že večkrat volatilnost in dejansko je res vidno, da nekako se je ta volatilnost tudi na kriptotrgu oziroma na Bitcoinu precej umirila, recimo z zadnjim crashom, v bistvu niti ni toliko poskočil ta indeks volatilnosti, tako da rekel si okrog 50 indeksnih točk je, ne? Ja, to je zdaj tista metrika, na katero referiram, to je v bistvu 30-dnevna volatilnost Bitcoina, ki je v bistvu se ekstrapolira na letno raven, se pravi annualized 30-day BTC vol. To je ta univerzalna metrika, kako se večinoma meri volatilnost. Ja, zdaj, če pa pogledamo v primerjavi z recimo z delniškimi trgi, je pa indeks VIX kar precej poskočil za tretjino, potem, ko je Donald Trump pač umiril trge, je pa tudi kar precej upadel. Danes vidimo, da je že 19 indeksnih točk, pred parimi dnevi je bil 25 indeksnih točk med dnevom celo prelezel tam do 28. Ne, tako da kar precej je tudi bilo dinamično na delniških trgih, no, ni samo bilo dinamično na Bitcoinu oziroma kriptotrgu. Ja, čist kot tehnično gledano, a ne, tudi S&P je imel precejšno ekspanzijo v zadnjih mesecih, a ne, in zdaj trg se mora nekako tudi umiriti oziroma popraviti, ne more vse iti skozi samo gor. In je trenutno v nekem trendu ali konsolidacije ali pa v nekem trendu manjšega popravka na S&P 500. Zdaj jaz ne vem, ne vidim razloga, ne, to čisto objektivno, zakaj bi zdaj videli neke večje popravke na delniških trgih, a ne. Še zmeraj smo spet, ko gremo spet korak nazaj, smo še zmeraj v nekem obdobju ekspanzije. Ameriška administracija nas vsak teden opomne, da se želi nižje obrestne mere, da se želi dvigati neko raven likvidnosti, da si želi v bistvu ameriški dolar poriniti še nižje. To je pa skladno tudi s tem trendom, da si želijo pripeljati kar se temu reče industry reshoring, oziroma pripeljati produkcijo, ki se trenutno odvija globalno v strateških industrijah, želelo to pripeljati nazaj domov oziroma nekam v bližino doma. In to je vse kar precej drago in nekako je to treba sfinancirati. In ponavadi se potem to sfinancira skozi ali da adresiramo valutni tečaj, ali pa v bistvu da B, skozi neko fiskalno ekspanzijo, industrijsko politiko in tako naprej. Tako zdaj iskati konkretne razloge za nek globlji popravek na delniškem trgu, jaz ne vem, kaj bi se toliko spremenilo v primerjavi z nekaj mesecev nazaj. Nisem tukaj strokovnjak, je pa verjetno tehnično čas za neko konsolidacijo na trgu. Ja, razlogov je kar nekaj, no, da bi se lahko zgodilo tudi malo bolj konkretni popravek na delniških trgih. Zdaj vsi nestrpno pričakujemo poslovne rezultate AI podjetij, oni so investirali ogromno milijard in zdaj vsi čakamo, a se bo zgodila monetizacija. Mogoče zdaj še prehitro, da bi rekli, da bi se lahko zgodil večji, nekateri napovedujejo čez leto ali dve, da bi se lahko zgodil malo večji popravek. Je pa ta kreditni trg trenutno, ki je precej pod lupo. Tudi Jamie Dimon iz JP Morgana je v bistvu povedal, da ko se pojavi prvi ščurek, se jih običajno
skrivaš nekje še več. Ne. To je pač referiral na pač ta kreditni trg in na te težave s temi regionalnimi bankami, ki so pač dajale slabe posojila in imele celo nekaj goljufij v svojih bilancah. Tako da ščurki so, zdaj pa daj bojo prelezali še drugi na plano. Ja, to verjamem, da so, verjamem, da bodo prišli, ampak sej je ena fajn stvar, da imamo par dogodkov v pretekli zgodovini, oziroma pred kratkim se je zgodila ena podobna zadeva, ne, Silicon Valley Bank in tiste ostale zadeve, ne, in smo lahko v živo spremljali odziv administracije na določene potencialne razpoke v bančnem sistemu in kakšen je bil odziv. In odziv je bil pravzaprav je bil zelo, zelo v smeri, mi bomo pokrili to luknjo. Tam, kjer je v interesu administracije, da se luknja zapre, se to potem tudi zgodi. In tukaj zdaj spet gremo nazaj, ne, kaj je v interesu te administracije. V interesu te administracije je spodbuditi ekonomijo oziroma gospodarsko rast do te mere, da lahko ameriške javne finance spravimo na vzdržno raven, kar pomeni, da vsaka razpoka v bančnem sistemu bo v odziv, kar bo sledilo, je ali monetarno oziroma ali pa fiskalni odziv. In nazadnje smo imeli tiste, da so vsi papiri, se pravi vse obveznice, v bistvu jih priznamo kot kolateral na mark to market, ne na mark to market oziroma na njihov fair value. Se pravi, če je neka obveznica danes vredna 60, jo bomo mi prepoznali kot zavarovanje za posojilo po vrednosti 100, in potem bo noter stopil Fed in če bo potrebno, oziroma neka druga entiteta bo prevzel te obveznosti na svojo bilanco stanja in jih bo držal do dospelosti. Tako da in moram priznati, da sem manj zaskrbljen, oziroma bi pravzaprav pozdravil neko kratkoročno volatilnost na trgih kot posledico razpokov v finančnem sistemu, zaradi tega, ker verjamem, da je v ozadju politična volja in pa da je v ozadju tudi, bom rekel temu, dry powder za močan odziv regulatorja. Ja. In pa strategijo buy the dip, verjetno, ne? To je pa za male vlagatelje. Mogoče je zanimiva zadeva, ne, če se spomniš aprila, ko je bila Trumpova politika tarif, se pravi, ko smo implementirali tarife, pa je S&P padel približno 10%. Smo takrat kar precej spremljali CNBC pa te glavne medije. To so strategijo JP Morgana hodili na televizijo in rekli, vse prodajte, zdaj gremo še dol 5, 10, 20, ne vem, kje bomo. Kaj pa v bistvu naredil retail oziroma individualni investitorji, sta bila pa, mislim, da 2 največja dneva nakupov delniških indeksov v zgodovini z strani malih vlagateljev. In toliko je enega kapitala, ki ga trenutno še gledamo, ki je v bistvu ki čaka na priložnost, in to je spet nazaj na to enačbo globalne likvidnosti. Enostavno nismo v režimu, kjer si lahko privoščimo, da se nam pokvari slika globalne likvidnosti. In to nam govorijo centralne banke, vsi v bistvu fiskalni organi, trenutna administracija. Tako da, ja. Ja, dobro, zdaj smo videli tudi res lepo rast na delniških trgih, pa tudi na kriptotrgu, tako da mogoče tudi tukaj zelo velik optimizem strani malih vlagateljev in pušajo te tečajnice kar naprej v višave, to ne bi bilo zdaj prvič, ne. A gremo mogoče nazaj na v bistvu Bitcoin, gledala sem malo, a smo bullish ali bearish, itak, da smo, če gledaš ta sentiment communityja, 82% trenutno je bullish in mislim, da se tudi danes odraža na trgih. 10. oktobra je bil ta sentiment še zmeraj kar precej visok odstotek bullish, ampak vseeno je malo zatresal tudi ta community, kripto community. Kako ti vidiš, se pravi, nekako lahko rečeva, a te tudi meniš, mislim, si ti tudi bullish
vidiš to pozitivno dogajanje okrog kripta oziroma bitcoina? Jaz, je zanimivo, mislim, da sem njih včeraj gledal ta CoinMarketCap Fear and Greed Index, ne, in mislim, da je včeraj je bil 27, kar je izjemno nizko, ne. Na zadnje je bil toliko nizko aprila, se pravi kar precej nizko. Zdaj, na kratki rok nihče ne ve. Mislim, da sem naštel že neke razloge, zakaj mislim, da se pravi, je razumno možno verjeti, ne, da smo v nekem spet, da se bo zgodila ta fiskalna in monetarna ekspanzija, oziroma monetarna ekspanzija se zdaj mogoče malo med vrsticami napoveduje. Jay Powell je prejšnji teden rekel, ne, da morda je čas, da Fed začne počasi spet, ne, da ukine zmanjševanje svoje bilance stanja, in kar ne pomeni nujno, da bo šlo to v ekspanzijo, ampak je najprej treba ukiniti, da lahko pa nekaj začnemo na drugi strani. Ne. Tako da to, ne, medtem ko fiskalno ne zgleda, da se močno ustavljamo. Zdaj na kratki rok so mogoče vse, kot sem rekel, je lahko turbulentno, ampak vprašati se je potrebno, ali se je režim spremenil. In mislim, da makro odgovora, ne, tukaj, kar se tiče likvidnosti, zaenkrat ne. Je pa potem vprašanje, ne, lokalno kripto je pa sentiment ponavadi tako, ne, veliko ljudi, ki trgujejo oziroma investirajo v kripto, recimo ne držijo Bitcoina, Ethereuma oziroma glavnih kriptovalut, ampak držijo neke druge kovance, in te kovanci so bili letos slaba investicija. Tako da tisto, kar jaz spremljam, tisto, kar jaz vidim, je, da je veliko enega nezadovoljstva v nekem kripto communityju glede performansa nekega kovanca, ki je mogoče top 30 na samem, recimo na CoinMarketCapu, katerikoli že pač je ta kovanec, ne, in tudi v zadnjem popravku velika večina se je popravila kar precej, 30%. Tako da jaz vidim, da je precej ene negotovosti trenutno na kriptotrgu. Obstaja tudi ta teza, ne, Bitcoin in tisti 4-letni cikel, kateremu Bitcoin sledi, in zdaj, ne, če sledimo temu 4-letnemu ciklu, je četrti kvartal 2026 tisti, kjer trg doseže vrh in se potem začne ciklično popravljati v leto 2026. Tako, to je zame tudi mogoče eden izmed najbolj pomembnih faktorjev tukaj, ki ga je za spremljati. Ne bi pa mogoče delil mnenja, da je veliko optimizma na trgu. Jaz bi rekel, da je veliko institucionalnega optimizma na trgu, ne bi pa rekel, da obstaja optimizem individualnih vlagateljev v trenutku, konkretno v kriptu. Zdaj sem menjal indeks Fear and Greed na kriptu, si rekel, ja, smo trenutno v območju strahu, dosti podobna situacija tudi na delniških trgih, smo v območju strahu. Jaz sem govorila o Bitcoin bullish, cagarju pa bearish, ne, tam smo na bullish strani, kar precej na bullish strani, pa tudi to je zanimivo, MacGyver's Goat, ki je član Discord MoneyHow, te sprašuje 4-letni cikel still on, kako preživeti prihajajoči bear market, Bitcoin only ali tudi USDC. Zanimivo vprašanje. Se pravi, najprej treba tukaj poudariti, da to nič od tega, o čemer se pogovarjamo tukaj, ni finančni nasvet. Absolutno ne. To je zelo pomembno, raziščite trg in sprejmite svojo odločitev. Kar bi rekel, faktorji, ki so tukaj za spremljati, 4-letni cikel je imel velik, oziroma mislim, da še ima velik vpliv na tako imenovani ta grassroots crypto community, torej te zgodnje vlagatelje v Bitcoin in ostale kriptovalute, ker smo navajeni
tekom zadnjih 4, 8, 12 let, da je vse nekako sledilo temu 4-letnemu ciklu in pravzaprav si počakal na weekly level RSI, relativni indikator, hudo oversold in ta pravi timing v ciklu in tam si kupil, potem pa si počakal, da se je zadeva zanihala v popolnoma drug spekter, se pravi RSI nad 70 na weekly nivoju in potem si tam nekje razmišljal o prodaji in potem si to nekako kolobaril naprej. In to ima še zdaj velik vpliv, lahko spremljamo velike podatke o tem, da so recimo te vlagatelji, ki so bili v Bitcoinu že dolgo časa, da so veliko prodajali med cenami 100-125, tle se je že ogromno enega prodajnega pritiska realizirali. In to pravzaprav pomeni, da se menja, Bitcoin dobi nove lastnike, te nove lastniki so zdaj ETF-i. Te novi lastniki so zdaj, Luxembourg Sovereign Wealth Fund je zadnjič kupil Bitcoin, ali pa El Salvador, ali pa neko podjetje, ki doda Bitcoin na svoj balance sheet, ali pa Digital Asset Treasury Company. In to niso več te individualni investitorji. Zdaj jaz mislim, da nekaj pritiska tle na 4-letnem ciklu je ostalo, ampak zdaj pa če pogleda, in to se bo še moralo realizirati, ampak sam 4-letni cikl pa izgublja na veljavi zaradi tega, ker je na ta 4-letni cikl vezano vedno manj v relativnem smislu nove ponudbe Bitcoina. Zato, ker se ta block sizing reward se znižuje s časom. Tako da jaz mislim, da 4-letni cikl bo postaja manjši faktor, do katere mere pa to pa ne vem. In je težko zareči. Zdaj, tako da to je nekako v tem smislu. Jaz mislim, da je zmeraj manjši faktor, ali bomo šli v nek sekularni medvedji trend, mogoče, ampak spet faktori, ki najbolj ženejo ceno Bitcoina, so globalna likvidnost, korelacija trenutno z delniškimi trgi in potem kaj se dogaja z nekimi commodity ala zlato. In to so te glavni faktori, ki recimo so za spremljati. Zdaj, če imate trgovalno strategijo, ki je za vas delala, dajte se držati, ne zakaj bi jo spreminjala. In tako nekako bi jaz gledal na to. Finžgar iz Discorda tudi ima vprašanje za tebe, in sicer glede na trenutno nestabilnost in kljub optimističnim dolgoročnim napovedim, naprimer rast Bitcoina nad $150,000, kateri makroekonomski dejavniki, naprimer poteze Feda glede obrestnih mer, geopolitična stabilnost, tokovi v kripto ETF-e, bo imel največji vpliv na smer glavnih kriptovalut do konca leta 2025? Do konca leta 2025, to je še 2 meseca. Ja. V naslednjih 2 mesecih je vprašanje, po mojem mnenju, skoraj bolj tehnično, kot da lahko vidimo neko, se pravi, kje je sama tehnična struktura trga v primerjavi, ali smo bolj preprodani, ali smo nekje proti vrhu, kar se tiče teh nekih relativnih indikatorjev. Mislim, da se slika likvidnosti oziroma neke makro postavke se ne bodo spremenile. Zdaj, lahko Fed preseneti z 50 bazičnimi točkami, recimo v decembru, ampak to bo spet to je zelo nek kratkoročen odziv. Tako jaz mislim, da računam, da se bo nek makro v veliki meri spremenil v naslednjih parih mesecih, ne bi rekel, da se bo. Kaj pa, če gledamo bolj dolgoročno, pa definiraj, kaj pomeni dolgoročno v kriptosvetu. Dolgoročno, ja, dobro, 2026 je verjetno najdaljši rok. Zadeva, ki se pravi spet, first principles, je Fed, vemo, da si administracija želi obrestne mere imeti nižje. Vidimo tudi recimo ta stablecoin bill, ki se ga zdaj implementira, ki je bil že implementiran, da nekako nakazuje na to, da si administracija želi prenesti izdajanje ameriškega dolga na kratkoročne
dolžniške papirje, se pravi ne 10-letna ameriška, ampak na enoletne instrumente, kjer v bistvu oni lahko kontrolirajo, po koliko si izposojajo. In s tem, ko se veliko večino dolga prenese, oziroma večino dolga prenese na front end of the curve, se pravi na začetek te krivulje izposojanja, ne vem kako bi drugače rekel, lahko z zniževanjem obrestnih mer dosežemo, da si izposojamo ceneje. Administracija je že rekla, da si želi izposojati ceneje, administracija je rekla, da si želi nižji dolar. Naslednji dogodek, ki ga gledamo, je J.U. Powellu se izteka mandat maja 2026, se pravi, obstaja velika verjetnost, da bo na Fed prišel nekdo, ki je prijatelj administracije, kar pomeni, da spet nazaj smo v ciklu, kjer bomo imeli zniževanje obrestnih mer, monetarna politika bo začela bolj agresivno spodbujati gospodarstvo. Tako da to je zame ta glavni faktor, in potem iščemo faktorje, zakaj bi se to lahko spreminjalo. Fiskalno, trenutno smo imeli veliko ekspanzijo v 2025, ta se zdaj počasi umirja, bo sicer neke fluktuacije, ampak mislim, da na koncu imamo tudi ta government lockdown, ki fiskalno ne pomaga, in tudi bančne rezerve se trenutno počasi znižujejo pod neke ravni, ki so bile v veljavi v zadnjih 3 letih. Kar bi rekel, v glavnem, če na kratko, mislim fiskalno, mislim, da bo ostalo nevtralno, mislim potem pa medtem, ko monetarna politika se počasi premika v ekspanzijo. Torej ne vidim razloga, zakaj bi nekega velikega kratkoročnega razloga za strah. Mi je pa zanimivo recimo, da na delniških trgih Marja si rekla, da je delniški trg prestrašen. To mi je recimo zelo zanimivo, kako lahko na all time high delniški trg prestrašen. To ponavadi bi pričakoval, da se zgodi po nekem 15% popravku. Ja, zaradi večjih razlogov je prisoten pač ta strah na ta AI boom, oziroma balon, ki se napihuje, pa ne vemo, kakšna bo monetizacija. Danes zjutraj sem pa brala tudi to, da je kar veliko nezaupanje med bankami, ker v bistvu ta referenčna obrestna mera, ki se banke med seboj izposojajo, oziroma ta denar čez noč, ki se izposojajo banke, naj bi v bistvu poskočila na rekordno visoko raven. Pa tudi pri Fedu naj bi si banke kar precej denarja sposojale. Tako da nekaj je mogoče vseeno prisotnega, nekaj tega. Ne vem sicer, zakaj ta cagar kaže fear, glede na to, da se dogaja ta rast, ampak ja, mogoče tudi ta negotovost, ki jo v bistvu Trump vnaša v trge, dedolarizacija, cena zlata raste, videli smo, da v bistvu ljudje iščejo neko zatočišče v varnih naložbah, tako da ne vem. Ja, zanimivo, sej market je relativna stvar, ponavadi zmeri, ker sentiment hitro zaniha, hkrati pa imamo na vsaki strani zmeri argumente, zakaj bi nekaj ne šlo gor oziroma dol, in po drugi strani smo pa v bližini resolucije potencialno nekaterih materialnih globalnih konfliktov, potencialno Rusija, Ukrajina, zdaj ne vem točno, kaj se dogaja v Izrael, v Gazi, ne vem, to spet zdaj ponovno bo eskaliralo, ali je prišlo do nekega zaključka, ampak recimo Rusija, Ukrajina bi potencialno lahko bila materialna za predvsem tudi Evropo, in oziroma odboj v Evropi bi lahko bilo lokalno zanimivo. Zdaj sam AI, AI po mojem mnenju sicer ima dolgoročno ogromen potencial, lahko pa se spet, da če vse, kar je treba, je, da Nvidia zgreši earnings za 10%, pa je pač toliko velika utež v S&P indeksu, da bi to povzročil nek lokalni popravek. Drugače, zdaj sem imela eno predavanje, ker sem predavala mladim najstnikom, in je en mladenič izpostavil in rekel, pa se ne gre samo gor, se bo šlo tudi dol. Sem rekla, ja, verjetno bo šlo, ne vemo sicer, kdaj se bo konkretno sklatal, ampak že mladi v bistvu se mi zdi, da nekako gledajo, ne vem, kar ne morejo verjeti, da v bistvu tečajnice tako rastejo. Praktično se res napihuje AI balone in ti si lepo povedal, Nvidia, če malo zaniha, mislim, to se bo konkretno poznalo na vseh indeksih.
Ja, se bo, ampak ne, se pravi, jaz se ponovadi spet postavim korak nazaj, pa verjetno to zgodbo kar precej ponavljam. Povprečna raven, če vzamemo najbolj preprosti indikator, v bistvu količine denarja v toku, se pravi to M2, M2 money supply, vsako leto zraste za 8%. Kar pomeni, da zdaj, če pustimo detajle, vsako leto 8% več denarja v celoti zasleduje isto oziroma zmanjšujočo se količino priložnosti, kar nujno v bistvu pomeni, da imamo lahko kratkoročne popravke, ampak načeloma vrednost finančnih sredstev v celoti globalno se zvišuje. Denominirano za denar, enoto denarja. In to je ta 8%, ker recimo, tudi če razmislimo, če smo dosegli 8% donos na letni ravni, jaz mislim, da smo približno nevtralni. Zaradi tega, ker se je cena naših življenjskih potrebščin zvišala verjetno za 8 ali več odstotkov na letni ravni. In CPI inflacija, tistih 3%, to je številka, ki jo je treba pozabiti. Če je v smislu, če želimo ohranjati svoj življenjski standard, pa naše premoženje raste 3% na leto, mislim, da izgubljamo svojo kupno moč. Zaradi tega, kako je ta inflacija oziroma košarica, kako je vse to skupaj strukturirano. In nažalost, ko je pač politični konstrukt. In zato te kratkoročni popravki se lahko kar precej sprehodimo nazaj v zgodovino, ampak zdaj se nahajamo v nekem okolju, ki je v bistvu fiskalna dominanca. Fiskalna dominanca pravzaprav pomeni, da je v bistvu, predvsem na ameriški ravni, Amerika se obnaša kot en pravzaprav prezadolžen en bolnik, ki ga je konstantno mu je treba dodajati kapital, zato da se še lahko premika naprej. In posledica tega v bistvu release valve so v bistvu delniški trgi. To je argentinski scenarij s karakteristikami razvitega trga, ne vem, kako bi drugače to rekel. A lahko mogoče greva nazaj na brokerje? Naredila sem pregled pač poslovanja Interactive Brokers in tam je bila ena zelo zanimiva zadeva, in sicer oni so povedali, da trgovanje s kriptovalutam prek Interactive Brokers je poskočilo za 87% v tretjem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in več kot 5-krat v primerjavi z lanskim letom. Napovedali so, da bodo evropskim uporabnikom omogočili trgovanje s kriptovalutam prek partnerja Zero Cash. Financiranje s stabilnimi kovanci bo na voljo do konca oktobra, prenos kriptosredstev do konca leta, staking bo pa tudi v začetku naslednjega leta. Torej, v bistvu en klasični broker, kot je Interactive Brokers, očitno bo tudi vstopil na ta trg. A si mogoče tukaj spremljal, kakšne so njihove novitete, ki jih obljubljajo vlagateljem? Ima pa rekordne rezultate Interactive Brokers. Ja, sem videl res dobra rast. Ampak tukaj mogoče lahko vidva, če vzamemo kripto stran, lahko vidva širši trend, da ljudje vidijo to rast finančnih sredstev in kaj se odvija na finančnih trgih, ker v bistvu ves ta denar, ki se steka, ki prihaja v obtok, tistih 8% na letni ravni, se nekam more steči in večinoma se steka v finančne trge. In v bistvu performance teh brokerjev je posledica tega, ker ljudje vidijo, že 5 let zapored je S&P, ki povprečno bi mogel imeti donosnost 7-8%, pa ima v bistvu pa je trenutno delane 15 približno. Hkrati in v bistvu to ljudje vidijo in potem outperformance teh brokerjev, da potem ugotovimo, mogoče pa ni tako dober, da kupim stanovanje pa ga oddajam ali pa da držim denar na računu, ker v bistvu vidim skozi to inflacijo, ki ni 3%, vidim v bistvu erozijo svoje kupne moči. In potem nekdo kot IBKR, pa potem, gremo Interactive Brokers, vidi, zdaj smo tukaj prodali delnice, se pravi, storitev trgovanja z delnicami smo že prodali, kaj je tista naslednja zadeva, ki je tudi atraktivna, in potem to postane kripto. Tako da meni se to zdi popolnoma nek naraven odziv. Lahko vidimo tudi še večji Charles Schwab,
ki ga verjetno evropski vlagatelji ne poznajo, ampak to je eden izmed največjih ameriških brokerjev, je zdaj, oni držijo 20% vrednosti vseh ETF-ov, Bitcoin in Ethereum držijo oni, njihovi vlagatelji, je najavil trgovanje z Bitcoinom in Ethereumom za leto 2026. Potem je pa, tukaj pa zdaj prihaja v te vode, ker potem, ko imamo kripto, pa želimo čim več kriptokovancov, zato ker ljudje pa potem tudi gledamo volatilnost in potem to kratkoročno trgovanje in zasledovanje nekih kratkoročnih dobičkov, tukaj pa potem ne začnemo hoditi po tanki meji nekaj, kar je investiranje in vlaganje, pa začnemo govoriti o nečemu, kar je pač špekulacija oziroma potencialno tudi gambling oziroma zasledovanje nekih kratkoročnih donosov. Tukaj pa ta internetna kultura, neko pomanjkanje potrpljenja in nezaupanje v nekatere modele, kot je obrestni račun na dolgi rok, še zmeraj igrajo veliko vlogo, nažalost, oziroma igrajo zmeraj večjo vlogo. Ja, zdaj drugače tudi drugi brokerji ponujajo neke novitete, recimo Trade Republic je ponudil investiranje v private market, zdaj ponudil neke produkte s fixed income, konec koncev tudi Robinhood tukaj v bistvu kar precej nekih novitet obljublja, športne stave, ponujajo nam bi športne stave, tokenizirane delnice, investiranje tudi v neke private markets prek nekih, ne vem, nekih delnic, ki jih imajo nekatera podjetja, ki niso uvrščena na borzo. Ampak ne bom te sprašvala o Robinhoodu, ker vem, da ne moreš govoriti o tem, bi te pa vseeno vprašala nekaj tako in general. Ker danes brokerji združujejo investiranje, trgovanje in gamifikacijo. In zdaj se tukaj vprašam, kje se tukaj v bistvu konča demokratizacija investiranja in začne manipulacija čustev. Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da je vloga brokerjev se v vedno večji meri postaja, da jaz mislim, da je tukaj še zmeraj gre za bottom line demokratizacija financ. Spravi, da se ponuja vlagateljem možnosti, da investirajo v tisto, kar verjamejo, da je v bistvu za njih dobra finančna odločitev. Se pravi, pri tem mislim, da sistem ne bi smel biti omejujoč in bi mogel dati vlagateljem možnosti. Imamo pa pač regulatorje, zato da povejo, do katere mere je sprejemljivo iti. Jaz mislim, da je vloga gospodarstva, vloga biznisa je, da ljudem daje možnosti, hkrati pa imamo finančne regulatorje, ki se odločijo, v kateri meri pa gre tukaj potencialno lahko za manipulacijo. In mislim, da ni tukaj, da bi pa zdaj mogel posel oziroma deležniki na trgu bi pa mogli zavzemati vlogo, da ščitijo vlagatelje, ker zato je regulator. Regulator mora ščititi vlagatelje. Ja. Zdaj, ko omenjaš regulacijo pa zaščito vlagateljev, ta Genius Act, ki je bil sprejet, zdaj trenutno stoji vse skupaj zaradi tega, ker pač vlada stoji, ameriška vlada stoji zaradi zaprtja, zaradi pač tega, ker se niso mogli dogovoriti glede financiranja, ampak vse nekatera podjetja, ko so Visa, Stripe in druga, Amazon se mi zdi, so napovedala v bistvu, da bojo neke svoje projekte prav za stablecoine naredili in da so v bistvu Genius ready, ko bo ready tudi ta Genius Act. Daj mogoče malo povejo o teh stablecoinih, ker to je v bistvu zelo aktualna in zanimiva zadeva, ne? Ja, zelo je aktualna tematika, ne? Stablecoini so res blockchain v svoji osnovi je odlično pravzaprav infrastruktura za prenašanje vrednosti in kot taka stablecoin je pa v bistvu enota vrednosti, stabilna enota vrednosti, kar pomeni, da so zelo primerni za prenašanje po blockchainu. In tukaj je par optimizacija, seveda ta instantna poravnava, če jaz pošljem nekomu nekaj
zdaj bo prejel v relativno kratkem času in potem se pravi, ne bo nobene zapoznele poravnave, kot je trenutno v veljavi v tradicionalnih financah. Tako da to je recimo ena taka izboljšava. Hkrati je blockchain oziroma aplikacije, ki so na blockchainu, so precej bolj globalno dostopne kot sama recimo ta omrežje oziroma network finančnih institucij, kar pomeni, da nekaj, kar je recimo dolarski stabilni kovanci, so najbolj, pravzaprav, seveda dolar je svetovna rezervna valuta, dolarski stabilni kovanci so 98%, mislim, da nekaj takega skupne tržne kapitalizacije stabilnih kovancov in preko teh dolarskih stabilnih kovancov potem, v bistvu, kako bi temu na kratko rekel, distribucija je veliko lažja. Kar pomeni, da lahko ljudje globalno v tretjih državah dostopajo enostavno dobijo izpostavljenost do dolarja. Potem pa še en faktor, tukaj imaš, to je zelo taka široka tematika, ampak še en faktor, ki je zelo pomemben, je optimizacija sistemov. Blockchain kot tak omogoča, da se lahko stroškovno veliko bolj učinkovito obnašajo podjetja na trgu, se pravi, velike tukaj neke optimizacije, se pravi, imamo dostopnost, imamo optimizacijo stroškov, tretji, mislim pa, da je ta političen, mogoče geostrateški angle, kjer pa preko uveljavljanja reguliranih stablecoinov kot sredstva v vsakodnevnem poslovanju v globalnem kontekstu Amerika podaljšuje oziroma implementira ameriški dolar kot spet sredstvo prevladujoče se sredstvo v globalnem trgovanju, v globalnem poslovanju in jim je tudi v političnem interesu, v geostrateškem interesu, da če veliko te stabilni kovanci morajo imeti neko rezervo in ta rezerva je ameriški dolg, kar pomeni, da v bistvu prek tega Amerika tudi ima interesu, da če je to v uporabi globalno, potem pomeni, da se tudi najde novega dodatno povpraševanje za ameriški dolg, o katerem smo pa že govorili, da ga je na trgu preveč oziroma ga mora nekdo kupiti. Tako na kratko, se pravi distribucija, stroški in pa potem še ta politični geostrateški element, zakaj so dolarski stabilni kovanci, pa tudi evro recimo zanimivi. Kaj pa ta podjetja, ki v bistvu želijo oziroma bojo lansirali svoje stablecoine, tudi nekatere kriptomenjalnice, če sem prav seznanjena? Ja, to je pa poslovni model, kjer v bistvu z uveljavo nekega svojega tega stabilnega kovanca ti prideš v bistvu sam zaslužiš tisto, kar plačilo na tvoje rezerve. Spravi, ti potem kupuješ obveznice in preko kupovanja teh obveznic potem ni neka tretja oseba, ampak si konkretno ti, ki zasluži na teh rezervah. Imaš tudi kontrolo, kako želiš rasti svoj network. Seveda to povzroči potem težave, ker bomo imeli v prihodnosti 100 različnih stabilnih kovancev, tako da nekje bo mogla se neka klirinška hiša oziroma neka taka zadeva se bo mogla vzpostaviti, se pravi, da bomo lahko če imaš ti stablecoin A, jaz pa stablecoin B, kako to med sabo pokonsolidirava, oba sta vredna $1, rabimo nekoga, ki bo oba sprejel, pa se pravi, bo omogočil trgovanje, settlement in potem clearing teh različnih okusov stabilnih kovancev. Vse o stabilnih kovancih bom naredila prav eno ločeno epizodo, ki se mi zdi, da je res zelo zanimiva zadeva, ampak preden zaključimo, te pa moram še eno zadevo vprašati. To je pa kriptodavek v Sloveniji. Se verjetno spremljaš to zadevo? A spremljaš? Bolj malo spremljam. Jaz se spomnim te implementacije, da smo se odločili za 25% davčno stopnjo na podlagi realiziranega dobička, se pravi, sledili smo temu pristopu obdavčitve kapitala, pol smo pa malo poenostavili, pa vse skupaj naredili malo bolj strogo. Tako nekako jaz te razumem. Zelo lepo si povzel. Mene pa zanima, kako je zdaj za izmenjavo podatkov. A ste se kaj pogovarjali oziroma a ima Bitstamp kakršnekoli informacije vezano na izmenjavo podatkov? Je kdo vstopil mogoče že v kontakt z Bitstampom?
kako bo potekala ta izmenjava, kako se bo vodil te evidence, kako bo davkarija preverjala vse te stvari. Ker ti kriptomenjalnice ne rabiš prijaviti Fursu preko e-davkov, ampak kako pa pol pridejo oni do informacij, ker teh kriptomenjalnic je malo morje, a ne? Ja, to pa veš, da ne vem. Ne veš. Okej. To pa res ne vem. Okej, a greva mogoče najc za zaključek sam še kakšen napotek za poslušalce, gledalce. Pred nami so verjetno volatilni časi, verjetno je treba ohraniti mirno kri, ko pride do nekih večjih, manjših korekcij. Ja, tako kot zmeraj, a ne, mislim, da je pomembno, da si zmeraj, a ne, nazaj do tistih prvih osnov. Verjetno ima vsak vlagatelj svoje neke naložbene cilje oziroma načrte, zakaj varčuje, zakaj vlaga, zakaj investira. Mislim, da neka kratkoročna pač volatilnost, naredite si načrtov se je potem tudi treba držati, a ne. Verjamem, da v nekih periodah, ko trgi močno rastejo, nas mika, da bi naredili neke spremembe, ampak bolj pogosto kot ne je to ponavadi slaba odločitev. Tako da toliko na kratko, no. Koliko pogosto gledati oziroma kriptotečajnice? Čim manj. Čim manj. Ja, če so stvari v redu nastavljene, vsake 3 mesece. Vsake 3 mesece, evo, dober napotek. Čim manj, vsake 3 mesece. In to je to. Najlepša hvala za odlično debato. Predvidevam, da bova imela še kakšno v bližnji prihodnosti glede na dogajanje na trgu. Tako da iskreno ti hvala. Hvala lepa. Hvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili in poslušate Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav.